Živijo Skorp tukaj, kakor sem vam obljubil, bom za 500 naročnikov naredil Q&A video. Zdaj vprašanja sem zbral, tudi v bistvu ne samo z enega videa, sem zbral vprašanja tudi z drugih videov, pa dodal par vprašanj, ki jih vidim pogosto na streamu. Tako najprej, preden pa začnem z vprašanjem, bi se pa vam rad zahvalil vsem za 500 naročnikov, smo res zelo hitro smo jo dosegali to številko. Smo že na polovici mojega cilja, res hvaležen sem vsem, ki supportate stream. Zdaj pa gremo k vprašanjem. Prvo vprašanje, ki se največkrat pojavi, je, kako ti je ime. Ime mi je Žiga Lah. Naslednje vprašanje je bilo od Fortnite playerja. Vprašal je, koliko vinov imaš vse skup in kje živim. Kje živim, sem me vprašal še Žan Podrekar in Slime. Vinov pa imam tam okoli 2000, če štejem še prejšnji account. Ne moram pogledati prejšnjega accounta, tako da ne vem točen. Živim pa v Mengšu. Potem veliko vprašanj tudi vidim od ljudi, ki me sprašujejo, če imam punco. Ja, imam punco, oziroma zaročenko ime je Abi. Potem naslednje vprašanje je od Nik Hvale, Wolfgamerja in Tima. So me pa vprašali, koliko si star in koliko je stara tvoja punca. Star sem 22, moja punca je stara 19 let. Pogosto vprašanje tudi vidim, če kaj treniram. In ja, treniram košarko in igram za Kamnik. Potem naslednje vprašanje je, kadar igram s punco, se pogovarjam z njo v angleščini in me veliko ljudi sprašuje, s kje je moja punca. Tako da moja punca je iz Velike Britanije, tako da zato tudi se pogovarja v angleščini, se pa bo junija preselila sem, tako da to komaj čakam. Potem kasneje, takoj za tem vprašanjem me dostikrat vprašajo, kako sem spoznal punco. Njo sem pa spoznal pred leti prek Overwatcha, meni se sliši zelo smešen. In pol v bistvu en let zatem, odkar sem jo spoznal, sva se začela ful pisati, pa sem se odločil, da jo grem tja dol obiskat. In sem jo v bistvu tako so se prvič videla in takrat naprej sva bila skupaj. Kasneje, let pa pol kasneje sva se tudi zaročila. Tako da nama gre res super. Je težko, ampak zdaj, ko se preseli k meni, vem, da bo vse veliko lažje. Naslednje vprašanje je od Brokolinkota. Brokolinko je pa rekel: Zdravo, prvo ti bi povedal, da sta ti in Žak legendi. Vajine streame gledam, kakor imam cajt, se pa potrudim, da si ga vzamem. Vprašanje pa je, kako si prišel do imena Skorp LZ. Sprav, do imena Skorp LZ sem prišel tako, da moja prva gaming miška je bila, oziroma je imela logo od škorpijona gor in sem se pač v vseh igrah sem se pomenoval The Scorpion. In smo vsi prijatelji začeli klicati Skorp, ker je bilo tudi lažje, seveda. In tako da sem prišel do imena Skorp. LZ sem pa dodal pred kratkim, ker na YouTubu, če si vpisal samo ime Skorp, mojega account nikoli ne najdel in sem se mogel nekaj spomniti, ker je unik. In sem dodal začetnico mojega priimka in imena in zato imam zdaj Skorp LZ ime. Potem naslednje vprašanje je bilo od Žiga Rajha. Me je vprašal, ali si splezal kdaj na kakšno visoko goro. Mislim, da ne. Pač zdaj ne vem, kaj je zate v bistvu visoka gora. Pač na Triglavu nisem nikoli bil. Bom pa verjetno šel, tudi punca zelo želi iti enkrat tja gor, tako da verjetno bo v prihodnosti šla. Potem dosti pogosto vprašanje tudi vidim, če imam brata ali sestre. Imam 2 sestri, jaz sem vmes, tako da sem sredinski. Naslednje vprašanje je od Face Scorpiona. Kako si spoznal Žaka Kinga, kaj je tvoja najboljša hrana, pijača in žival? Pa sporočil bi ti, da si najboljši youtuber. Prvo, hvala Face Scorpion, to zelo cenim. Žaka Kinga sem spoznal prek Sika. Bil je na Sikovem Discordu, zdaj ne vem, a Sika poznate ali ne. Tam sem ga spoznal in smo skupaj že včasih igrali malo Fortnite, tako da v bistvu tako sem ga spoznal. Moja najljubša hrana je verjetno pica, to bo po moje kar vedno. Pač tudi sicer je ne jem skozi, ne, je zato verjetno tudi nekaj bolj posebenega, ampak pica je že skozi bila. Pijača, ne vem, pijača je težka, ampak recimo, da rečem Coca-Cola, ampak tudi tega, če preveč spijem, mi ni več kaj všeč za nekaj časa. Najljubša žival je pa definitivno pes. Tako da zdaj pa naprej, naslednje vprašanje je od Mentola. Mentol me je vprašal, če kaj študiram, če kaj, drugače pa kaj sem po poklicu, če ne študiram. Zdaj, jaz imam slabšo zgodovino s šolo,
Nisem lih ponosen glede tega, ampak letos probam vse popraviti, tako da letos grem na maturo, naslednje let pa na faks. Prijavil sem se sicer na DIF, se pravi na športno fakulteto, ampak bomo videli, kako bo. Tako da upam, da bo šlo vse v redu s tem. Upam, da vas ta zvok zadaj tudi ne moti kaj preveč. Naslednje vprašanje je od Slo Armija. Koliko si visok? Visok sem 192. Naslednje vprašanje je od Slinčka. Me je vprašal, koliko si dal za tvoj setup in je rekel, moj naj-youtuber si, by the way. Najlepša hvala, Slinček. Za svoj setup sem pa dal, se pravi, zdaj računalnik sam je bil tam okoli 1800, potem za stol sem dal 220. Monitor sem že tudi dolgo nazaj kupil, je bil tudi 300, tako da se pravi, to je 2300, še slušalke, 2000 pa pol, recimo, sliši se zelo veliko zdaj, ko pomislim o tem, ampak ko vse posebej kupuješ, se počasi nabere, ampak ko pa vse skupaj naštejem, pa zdaj vidim, da je dejansko kar veliko, pa ti v koncu pa to, po mojem še mogoče celo malo več. Naslednje vprašanje je, ki ga tudi dostikrat vidim na streamu, je, od katere sezone igram Fortnite. Fortnite igram, še preden so sezone sploh bile stvar, se pravi pred katerimi-koli Battle Passi in tako naprej. Tako da pač skoraj od samega začetka, nisem bil še takrat, ko je bil Zepatrol na igri, ampak malo zatem sem prišel noter in sem skozi igral vse do 6. sezone, pa sem pol malo nehal. Naslednje vprašanje je od Urbana. Urban je vprašal, koliko dolgo se ukvarjaš z igranjem iger, kdaj si začel. Zdaj, igre sem skozi igral, ampak včasih, ko sem bil mlajši, sem skozi igral NBA. To je bila edina igrica, ki sem igral, potem sem pa prišel enkrat v srednjo šolo, sem pa probal CSGO in takrat naprej sem začel pač FPS-e zelo veliko igrati. Tako da pač igram igre že od vsega začetka, ampak prav FPS sem pa začel igrati v 1. letniku. Potem pa še zadnje vprašanje pa od Sašota. Sašo je pa rekel, upam, da prideš čim prej s sabo, da bomo imeli custome, drugače pa vprašanje. Koliko dolgo misliš, da bo Fortnite še popularen in pri kolikih sabih bo prvi giveaway? Najprej tudi jaz upam, da pridemo čim prej 1000 sabov. Zaenkrat nam kar v redu ratuje, tako da res hvala vsem. Fortnite mislim, da bo popularen še kar zelo dolgo. Pač vmes sem mislil, da bo že umrl, tako 2 sezoni nazaj, ker sem tudi sam pol nehal, pa so pa dodali ranke, pa dosti dobre changes, meni osebno. In sem se vrnil nazaj v Fortnite in mi je pač všeč, pač po mojem bo zelo dolgo postal popularen, tako kot je CSGO zelo dolgo bil popularen. Pa da bo prvi giveaway, zdaj za giveawaye sem že tako razmišljal, ampak prvo jaz hočem dobiti gledalce, ki me radi gledajo, zato ker imam dober content in ker uživajo v mojih streamih, ne zato ker dajem giveawaye. In zato se tudi izogibam, da bi na začetku dajal giveawaye, ker potem ljudje pridejo samo takrat, kadar imaš giveawaye in to pač jaz nočem tako zaradi giveawayov. In v bistvu enkrat v prihodnosti definitivno bo kakšen giveaway, to definitivno, če bo moj channel še rastel. Zaenkrat pa še ne povem, pač mislim, še ne vem, kdaj bo giveaway. Tako da to so bila vsa vprašanja, upam, da sem odgovoril na vsa vprašanja, ki vas zanimajo. Če še kaj zanima, lahko napišete pod ta video, koment, pa vam bom odgovoril. Tako da še enkrat najlepša hvala vsem za 500 sabov, smo že na polovici do 1000, do mojega prvega cilja. Tako da hvala, ker ste gledali moje streame, pa hvala, ker gledate ta video, tako da se vidimo, ajde, čau.